Druga čakra, imenovana božanska manifestacija. Koliko radosti občutimo ob naši fizični izkušnji kreiranja, nam pove, kako dobro delujoča je naša druga čakra. Ta energijski center se nahaja na področju, kjer ženske nosimo dojenčka. Sposobnost ustvariti novo življenje je eden velik del božanske manifestacije. Dobro delujoča druga čakra je značilna za tiste ljudi, ki uživajo v fizičnem telesu. Ne si bojo to atleti, plesalci, avanturisti, popotniki, turistični vodiči, arheologi, arhitekti, vrtnari. Skratka, vsakdo, ki ustvarja uspeh in blaginjo z oblikovanjem in uživanjem v fizični realnosti. Seveda tudi ta druga čakra, kot sem omenila že prvo, ima svoj negativni pol. Negativni pol predstavlja neprizemljenost. Se pravi, to je odklopljenost od fizične stvarnosti. Se pravi, ljudje, če so zelo na negativnem polu delujoče druge čakre, takrat se upirajo sistemom, cestno-prometnim predpisom, nekim logičnim sistemom, ki nas ohranijo varne. Slabo delujočo drugo čakro imajo vsi tisti, ki občutijo strah, predvsem takrat, ko se gre za njihovo fizično telo. Naj si bojo, da so se inkarnirali v družini, ker je nasilje, fizično nasilje ali pa recimo nerealno mišljenje, kakor alkoholizem in podobno. Pomembno je tudi, da pazite, če imate preveč železa v ognju, preveč taktik, preveč, bi se reklo, teoretizirate in premalo delate na tem, da bi vaša teorija postala praksa. Tako v nadaljevanju bom govorila o negativnem in pozitivnem aspektu tretje čakre. Še to naj vam povem, se pravi, lajkite, všečkajte, sledite mi, če ste na novo tlele. Slabo delujoča druga čakra je pri vseh tistih ljudeh ali pa je napačno delujoča, ki se prekomerno hranijo, ki so seksualni odvisniki, alkohol, droge, pogosti so tudi abortusi pri ženskah. Kmalu spet z vami. Čau!